Lepo pozdravljeni. Danes v pogovoru gostim dr. Roka Kopinča, direktorja razvoja in vodjo razvojne skupine podjetja Medex. Hvala, da ste se mi pridružili, da danes poklepetava o delu pri podjetju Medex, raziskovalni skupini, moči čebel, prehranskih dopolnil na osnovi čebeljih pridelkov, matičnemu mlečku in imunskemu sistemu. Tako je. Za začetek bi si želela, da morda predstavite sebe. Ja, se pravi, doktor po izobrazbi, se pravi diplomiran biokemik, doktor biomedicine. Začel sem bolj v raziskovalnem svetu, se pravi, sem se bolj s temeljno znanostjo ukvarjal, pa sem pa gotovo, da mi nekaj manjka, se pravi, nekaj, da imaš na koncu zaprijeta. In to, recimo, željo sem potem uresničil v Medexu, kjer dejansko lahko združiš raziskav in razvoj in pripelješ do nekega fizičnega izdelka, tako da to, recimo, me res izpopolnjuje. Kako pa izgleda vaše delo na podjetju Medex? Ja, moram reči, da sem eden izmed tistih, ki gre rad zjutraj zgodaj v službo in tudi zvečer, ko se vrnem, sem nesmejan, nisem utrujen. Tako da ta služba mi res pomeni, me izpopolnjuje na več nivojih, predvsem zaradi tega, ker je zelo raznolika, zelo dinamična. Sigurno se največ ukvarjamo z raziskavami in razvojem, ker pa smo majhno podjetje, lahko sam in pa tudi moja ekipa sodeluje tudi v drugih fazah razvoja novega izdelka, se pravi od tudi oblikovanja imena, naprimer, do mogoče kakšnih marketinških strategij, kjer lahko vse sodelujemo, in to je v bistvu ta narava dela, ki je zelo dinamična in zanimiva. Sej Medex verjetno večina ljudi povezuje s čebelami, pa morda tudi mislijo, da je to delo dolgočasno, ampak kakor pravite, je to sila zanimivo, kaj ne? Ja, čebele so sigurno naše osnovno poslanstvo. Se pravi, mi res prisegamo na čebele in čebelje pridelke. Veliko si prizadevamo tudi, da delamo na področju reševanja čebela, se pravi skrb za njihovo zdravje in pa nekega trajnostnega čebelarstva. Sigurno tudi smo nadpovprečni po številu čebelarjev na prebivalce v Medexu, kar nekaj naših sodelavcev in pa tudi razvojnikov dejansko se tudi sami ukvarjajo s čebelarstvom, kar je zelo pomembno, potem tudi za poznavanje čebel in pa samih pridelkov. A potem nudite pomoč tudi ostalim čebelarjem, ki niso v sklopu Medexa? Sigurno jim pomagamo s kakšnim nasvetom, s kakšnimi tudi redno sodelujemo, recimo pri kakšnih izobraževanj, tudi sami gremo, recimo mi pokrivamo bolj strokovni del delovanja čebeljih pridelkov na človeško zdravje, medtem ko čebelarji recimo bolj poznajo same metode čebelarjenja in tako. Tako da zelo veliko sodelujemo in tudi izobražujemo. In v bistvu je tudi slogan podjetja Medex, moč čebel dokaz znanosti. Kako to prenašate na svoje izdelke? Ja, tako, zdaj vemo, da Slovenija ima zelo močno tradicijo čebelarstva in čebelji pridelki so se že od nekdaj uporabljali v tradicionalni medicini. Res pa, da ta tradicionalna medicina velikokrat ne temelji na znanstvenih dognanjih in je zelo težko potem povedati, kakšna je dejansko učinkovita dnevna doza nekega izdelka za določen problem, ki ga imamo. Tako da mi recimo ustvarjamo povezavo v tej luknji, se pravi, mi dejansko se angažiramo in izvajamo klinične študije in dejansko dokažemo v neki placebo kontrolirani skupini, kakšen učinek ima recimo matični mleček, kakšen učinek ima propolis, cvetni prah in tako naprej. In s tem v bistvu povezujemo tradicijo z moderno znanostjo. Pa v bistvu imate v Sloveniji tudi registrirano raziskovalno skupino. To zdaj zajema vse, kar ste zdaj povedali. Kaj še to pomeni? Ja, raziskovalna skupina imaš lahko registrirano, če imaš zaposlene raziskovalce, to so običajno doktorji znanosti. Tako da mi imamo v razvojnem oddelku recimo 4 doktorje znanosti zaposlene, ki razvijajo izdelke, kar je z mojega osebnega prepričanja zelo pomembno, ker res skušamo delati izdelke, ki temeljijo na znanosti. Se pravi, kjer imamo preverjen učinek, preverjen dnevni odmerek in lahko zagotavljamo kupcu nek učinek. Se pravi, se ne ukvarjamo z nekim vraževerjem, pa damo 100 rastlin vsake pomalo, ker vemo, da je to premalo, ampak res izberemo sestavine v takšnih količinah, da imajo dejansko učinek glede na klinične raziskave. Ampak za občutek za poslušalce, a je veliko raziskovalnih skupin v Sloveniji? Je težko pridobiti ta naziv? Kako je s tem? Ja, se pravi, raziskovalne skupine v podjetjih niso tako razširjene. Seveda v raziskovalno bolj intenzivnih podjetjih imajo, ker s tem, ker si ti v bistvu registriran kot raziskovalna skupina, lahko tudi kandidiraš za sredstva evropska na področju razvoja in raziskav.
Sigurno pa to pove, nekako, da podjetje vlaga v raziskave, ker s tem, da imaš ti raziskovalno skupino in raziskovalce zaposlene, veš, da podjetje dejansko zelo resno misli na področju tega delovanja. In kaj vam ta naziv pomeni? Jaz sem ponosen, da imamo to raziskovalno skupino, predvsem zato, ker lahko sodelujemo res tudi z drugimi, recimo akademskimi znanstveniki, ne, in to zelo kompetentno, ne, se pravi, ni samo tako, da naročimo raziskavo, ampak jo tudi oblikujemo, tudi sodelujemo pri interpretaciji rezultatov in pa pri sami objavi in pa diseminaciji na konferencah, se pravi, recimo poročamo o rezultatih raziskav pred širšo strokovno ali pa laično javnostjo. Tako da iz tega vidika, predvsem iz vidika kompetentnosti pri pogovoru in pa pri predstavitvi raziskav navzven. To so zagotovo obširne raziskave. Odvisno, kakšne so zelo obširne, trajajo leto, 2 ali celo 3, ne. Kakšne so zelo kratke, recimo polletne, kadar govorimo o nekih in vitro poskusih, se pravi, da v laboratoriju preverimo delovanje, recimo antimikrobno delovanje medu na bakterije. To lahko zelo hitro tudi sami naredimo, ker imamo tudi vrhunsko opremljene laboratorije, kjer pa potrebujemo neko širše znanje, ki ga iščemo navzven, recimo pri fakultetah, se pravi univerzah. Tisti projekti so lahko bolj kompleksni, ali pa klinične študije trajajo lahko recimo tudi 3 leta. Vidi se, da ste zelo zagrizeni raziskovalci. Jaz mislim tako, raziskovalci ali pa nisi. Se pravi, eni enostavno smo taki, da nas vedno zanima nekaj več. Se pravi, če pridemo do točke, ko nam nekaj ni jasno, ne bomo rekli, ok, pač ne vem, ampak bomo tako dolgo praskali, da to ugotovimo, kar je zelo pomembna odlika v bistvu vsakega raziskovalca in tudi jaz v svoji ekipi to zelo spodbujam. Se pravi, vedno kopljemo, dokler ne dobimo odgovora, kar pa je v znanosti, lahko rečem, zelo težko, ker ko nekaj odkriješ, se postavijo nova vprašanja in se pot nadaljuje. To je celoživljenjski proces. Zagotovo imate pa že postavljene kakšne cilje, kaj si še želite doseči. Nam lahko zaupate kakšnega? Lahko konkretno sigurno na področju čebeljih pridelkov, kjer ostaja še veliko neraziskanega. Matični mleček recimo je izvrstna, edinstvena sestavina, ki jo najdemo v čebeljem panju. In kljub temu, da je že kar nekaj znanega, bi zelo rad recimo ugotovil natančen mehanizem, kako ta matični mleček deluje. To je zdaj iz strokovnega vidika, tudi recimo za druge čebelje pridelke, kjer je precej malo znanega, se pravi, kako se absorbira, kako se razgradi, kam se vgradi, na katere sisteme v telesu deluje. Vse to so taka zanimiva vprašanja, kjer je še veliko lukenj. Kar se tiče pa kariernega nivoja, me je pa sigurno vedno zanimalo tudi vodenje. Tako da sem tudi pred 5 leti zaključil študij MBA, kjer smo dobili neko pogled v te osnovne kompetence, ki jih potrebuješ kot vodja, tako da se tudi na tem področju bi želel bolj angažirati in mogoče malo bolj idejno voditi svojo ekipo, ne več toliko operativno. Kot ste že omenili matični mleček, zanima me, zakaj je tako pomemben, malo ste že napeljali in kako v bistvu deluje v človekovem telesu? Matični mleček v bistvu gre za neko tako snov, ki jo izločajo čebele delavke in z njim hranijo svoj zarod. In kar je edinstvenega na matičnem mlečku, to je recimo značilno za čebele, čebele delavke hranijo ličinke z matičnim mlečkom in če jih hranijo samo 3 dni, pa potem nadaljujejo z medom in cvetnim prahom, se bo iz ličinke razvila delavka, čebela delavka. Če pa hranijo ličinko z matičnim mlečkom celo življenje, se bo razvila iz nje matica. Zdaj zanimivo je to, ker sta genetsko popolnoma identični ličinki, se pravi, genetski zapis je enak, DNA je enak, ampak samo hrana vpliva na to, ali se bo razvila delavka, ki živi recimo 3 do 5 mesecev, ni plodna, ali se bo razvila matica, ki je ena izmed najbolj plodnih žuželk na svetu, izleže tudi do 2000 jajčec na dan in živi tudi do 5 let in je tudi 2-krat večja od čebele delavke. Sprav, kakšna izjemna moč, kako dejansko hrana lahko vpliva na samo na genetskem nivoju. In dokazali so, da matični mleček recimo lahko izklopi določene gene pa vklopi. In tukaj je ta razlika, da se v bistvu iz enakega DNK zapisa enkrat razvije popolnoma drugačna žival kot v drugem primeru.
Vse pri ljudeh je podobno. Ne? Vemo, da imamo en DNA zapis, ampak imamo različne celice, od jetrnih celic, želodčnih celic in tako naprej. Ne? Sprav to pomeni, da se na neki točki v razvoju določeni geni utišajo in se izražajo drugi geni, ki omogočajo, da se pa toliko različnih vrst celic izrazi. Ne? In pri čebelah ta sistem deluje podobno. Ne? Seveda je pa zdaj glavno vprašanje, ali lahko podobne učinke z matičnim mlečkom dosežemo tudi na ljudeh. Tako da tukaj smo pa naredili eno klinično študijo. Zdaj pri naravnih snoveh je vedno ta problem, da so sestavljene iz mnogo različnih substanc. In je zelo težko izluščiti zdaj točno eno van. Ne. V farmaciji imamo ponovadi samo eno substanco in je predvsej lahko to preučevati na človeku. Pri matičnem mlečku recimo, ali pa drugih čebeljih pridelkih lahko pa v bistvu delaš klinične študije in gledaš, kakšen je učinek na koncu. Samega mehanizma, zelo težko sam mehanizem določiš. Ne. In mi smo v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju, tudi opravili tako klinično raziskavo in smo dobili res presenetljive rezultate, ki so v bistvu potrdile neke tradicionalne koristi uporabe matičnega mlečka. Mi smo delali na ljudeh, ki imajo rahlo povišen indeks telesne mase in ljudje recimo z indeksom telesne mase nad 25 imajo tudi povečano tveganje za metabolni sindrom. Metabolni sindrom je sindrom v bistvu, ki je krivec za razvoj raznih teh modernih bolezni, se pravi od diabetesa, potem imamo zamaščena jetra in podobne stvari. Se pravi, to so tudi bolezni, ki so tipične za debele ljudi. Debelost vemo, da je eden izmed glavnih problemov moderne dobe. In matični mleček je na tem področju res zelo dobro deloval. Po eni strani je znižal holesterol, nekje za 8%. Potem je zvišal protivnetne sisteme v telesu, se pravi, sploh pri debelih ljudeh je značilno, da imajo neko kronično sistemsko vnetje in tukaj je zelo pomembno, da to vnetje ublažimo, ker neko kronično vnetje lahko dolgotrajno vodi do različnih bolezni. Tako, se pravi, veliko bolezni, kot so recimo tudi avtoimune bolezni, so lahko posledica neke dolgotrajnih kroničnih vnetnih procesov. Tako da to delovanje matičnega mlečka, da znižuje to vnetje, je sigurno zelo koristno in to za nekje 30% recimo. Potem zelo pomembno tudi, da zvišuje sposobnost telesa, da nevtralizira proste kisikove vrste. Proste kisikove vrste, to so škodljive molekule, ki so zelo reaktivne in lahko poškodujejo naše celice, našo DNA, naše membrane v celicah. In zato je zelo pomembno, da naše telo te reaktivne vrste nevtralizira. Mi imamo lastne mehanizme za to. In matični mleček smo ugotovili, da v bistvu nekje za 30% tudi poviša sposobnost telesa, da to nevtralizira. Zdaj to je pomembno tako pri debelosti, recimo zamaščenih žilah, ker zamaščene žile, ko se te plaki tvorijo na stenah žil, se aktivira imunski sistem. Imunski sistem tvori proste reaktivne kisikove vrste in tukaj mora tudi telo to nevtralizirati. Tako da matični mleček deluje v tej smeri in je to zelo pomembno. Kot tretji zelo zanimiv rezultat je pa to, da se je povečal hormon sitosti, rečemo temu. To je leptin. In dejansko leptin, več kot je leptina, manjši apetit. Se pravi, to je neka kontrola vnosa hrane, kar je vsekakor koristno pri recimo ljudeh, ki imajo prekomerno telesno težo, da dejansko zniža apetit. Tudi vprašalniki, ki smo jih razdelili testirancem, so pokazali, da subjektivno so ugotovili, da imajo manjši apetit. Tako da res izvrstni rezultati. Je pa tudi področje, kjer matični mleček bo prišel, recimo, bo koristen tudi v prihodnje. Se pravi, zdaj se recimo zelo veliko govori tudi o celičnem staranju. Se pravi, da se ljudje kronološko staramo. Jaz sem star toliko, ti si stara toliko, ampak najini telesi se pa lahko hitreje starata, kot smo dejansko stari, ali pa počasneje. In matični mleček zdaj po nekih zadnjih raziskavah, ki jih izvajamo, dejansko lahko vpliva na to, se pravi, da upočasni biološko staranje organizma. Tako da to je tudi ena taka zanimiva stvar, ki je eden izmed strokovnih izzivov, kot so prej govorila, ki bi jih rad v prihodnje tudi razdelil, kako matični mleček deluje na tem področju.
Ja, tole se sliši zelo zanimivo, občudovanja vredno. Res ste naredili ogromno raziskavo in za katero verjamem, da bo pomagalo ogromno ljudem. Tudi jaz upam, ja. Če pa se ne motim, pa izdelujete tudi prehranska dopolnila na podlagi matičnega mlečka. Ja, tako je. Se pravi, glede na izsledke raziskav, mi v bistvu matični mleček pol vgradimo tudi v različne izdelke za različne namene. Zdaj, tradicionalno se matični mleček uporablja za imunost, za krepitev dolgoročne imunosti. In na tem področju imamo tudi kar nekaj izdelkov, se pravi recimo v obliki šotov, fiol, mi rečemo, se pravi je steklenička na dan, od žene in tako naprej. Imamo tako za otroke, za odrasle, se pravi, imamo take, se pravi, imamo ekstra visoke koncentracije, to je 1,5 grama recimo na dnevni odmerek. To je res, kadar smo recimo že v neki akutni imunski fazi, se pravi, imamo nek prehlad ali pa se slabo počutimo. Do tistih, ki so recimo nekje do 1000 mg na dan za vzdrževanje normalnega imunskega sistema dolgoročno. Imamo ga tudi v kapsulah, kdor rajše v kapsulah zaužije. Imamo tudi svežega. Zdaj mi v naših formulah v glavnem uporabljamo liofiliziranega. To pomeni, da je matični mleček dejansko izgleda kot nek gel, tak bel, viskozen gel, ki se mora hraniti v hladilniku, ker se drugače lahko splesni. In zdaj to je zelo težko potem v neke trajne izdelke vgraditi, tako da mi ga posušimo, da dobimo v bistvu prah in pol ta prah ponovno vgradimo v neko tekočo recepturo ali pa v kapsulo, in to ima pa dosti večjo obstojnost. Medtem ko po učinku, tudi klinično študijo, ki sem omenil, smo delali na liofiliziranem, tako da učinki se pravi, se ne izgubijo z tem procesom. A potem bi rekli, da v poplavi vseh teh izdelkov, vseh prehranskih dopolnil, da je ravno matični mleček vaš adut, zaradi katerega bi morali izbrati to prehransko dopolnilo? Sigurno, recimo, če mene vprašate, najbolj zaupam čebeljim pridelkom, v primerjavi s kakšnimi drugimi. Nič ne rečem, tudi v rastlinskem svetu imamo veliko zelo koristnih rastlin in pa ekstraktov, ki pomagajo za najrazličnejše stvari. Zdaj, kar je prednost Medexovih izdelkov, je ta, da dejansko mi zelo veliko vlagamo v raziskave in tudi v pravilne odmerke teh izdelkov, tako da kupec, ko kupi naš izdelek, dejansko lahko pričakuje nek učinek. Kot drugo je tudi, da so po okusu zelo dobri. Sprav, mi smo vsem nekje med živili pa farmacijo, sprav, moramo skrbeti in za učinek in za okus. Tako da tudi na tem področju zelo veliko naredimo. To je mogoče tudi ena zanimiva stvar, kadar se recimo spravljamo take stvari delati, je treba v laboratoriju veliko probati enih formul, eno z jagodo, eno z malino, eno z ananasom. Ampak kakšne te aktivne učinkovine, recimo magnezija, so zelo potentne. Se pravi, če preveč magnezija popiješ, imamo odvajalne učinke. Zdaj si lahko predstavljate, kadar moramo 5 okusov napitkov z magnezijem probati, je lahko hiter problem. Tako da to smo že izkusili. Ampak ja, drugo je pa tudi to, naši izdelki recimo so kakovostni predvsem z vidika stabilnosti. Sprav, mi imamo lastne laboratorije, kjer preverjamo vsebnost aktivne sestavine, če govorimo o vitaminu C, če govorimo o matičnem mlečku, je to 10-HDA, to je ena posebna molekula, ki je samo v matičnem mlečku. In mi spremljamo stabilnost teh aktivnih sestavin, se pravi od začetka do konca roka trajanja. Tako da z našimi izdelki res lahko pričakujete, da tisto, kar piše na embalaži, je dejansko tudi noter. Ker kakšne stvari razpadajo, sploh vitamin C lahko zelo hitro razpada v tekočih izdelkih. In je zelo pomembno, da imaš to pod kontrolo, zato ker edini na ta način lahko tudi garantiraš neko kvaliteto potrošnikov. Katera prehranska dopolnila pa jemljete vi? Veliko. Zdaj tako, odvisno od sezone, sigurno, v pozno poletnem jesenskem času ponovadi začnem z snovmi, ki krepijo imunski sistem, tukaj je sigurno matični mleček, beta-glukani, sigurno, propolis vsakodnevno, to jemljemo vsakodnevno, tudi vitamin C vsakodnevno, pol pa odvisno, če sem slučajno kaj loteval, da čutim, da mi imunski sistem popušča, potem pa posežem po recimo malo močnejših recepturah. Izmed takih je Cold Plus, ga imamo tudi mi, kjer je noter res
od ekstrakta macesna do beta-glukanov, do propolisa in vitaminov res velika. Ne? In običajno, kad ti so vzamno 3-krat zapored, se mi stvari že malo pomirijo. No? Tako da dejansko se ne spomnim, da bi v bležu v posteli z vročino ali pa kaj tazga, že po moje, odkar sem v Medexu, kar je res tudi zame zelo prepričljivo, ko vgrajujem sestavine, da tudi verjamemo tisto, kar vgrajujem v recepture. Ne. Pa so pa različne druge tegobe, včasih te kolena bolijo, potem posežeš po drugih izdelkih, včasih imaš, mogoče si malo pod stresom, spet vzameš nekaj drugega, sprav velikrat ti nativni kolagen, pa kurkumo, tudi jem, recimo za kolena, ker imam občasno težave s koleni, za stres včasih rhodiola vzamem, rožni koren, ki je v izdelku stres kontrol, recimo, tako da pol kombiniram. No. Je pa res, da pač je preveč stvari, ki bi hotel dnevno vzeti, no, tako da pol moram malo razparcelirati. Verjetno je lahko tega tudi preveč, ne? To pa jaz pazim, ker vem, sigurno, drugi ljudje, ki kombinirajo, običajno pokličejo nas, pa vprašajo, se pravi, a je to dobro kombinirati ali ne. Ampak večino stvari lahko kombiniramo, no, razen treba malo pogledati vitamine, da se kje slučajno seštevajo po različnih izdelkih, da nimamo potem kakšne hipervitaminoze, ampak mi tudi ne vgrajujemo toliko enormne količine vitaminov, da bi bilo karkoli nevarno, tudi če po 5-6 naših izdelkov hkrati ješ. Ne vem pa, kako je pol, če druge ješ. No, ker vem, da so na trgu tudi druga dopolnila z vitamini, kjer so 1000% koncentracije notno, tis pa ne bi stal za varnost na ta način. Bi omenili še kakšen vaš glavni čebelji produkt? Omenili ste že torej propolis. Ja, propolis je sigurno zelo, zelo dobra zadeva, to pa tudi osebne izkušnje, recimo s korono. Žena je imela korono, je to grlo bolelo, da je komaj požirala. No. Jaz takoj, ko sem videl, da je pozitivno, sem začel si propolis špricati in moram reči, sem šel brez grlobola čez. Tako da sem tudi to priporočal. Se pravi, propolis, in to ne ker vsak propolis, ampak imamo propolisi, recimo, ki se uporabljajo kot preventiva, pa propolisi, ki se uporabljajo bolj za neke akutne težave. Tako da za akutne težave je res pomembno, da vzameš dovolj močen propolis, ker če ne, ni vse s propolisom učinkovito. Tega nisem vedela. Propolisa. Ja, se vem, vse to je. To veliko ljudi, sem videl propolis, pa reče, ok, to je to. Ne, mora biti, saj tam, kle so glavne aktivne snovi, so bioflavonoidi. In to mora biti v dnevnem odmerku vsaj okoli 20 mg flavonoidov. Mi imamo tudi vse propolise standardizirane na bioflavonoide, tako da lahko vzad pogledaš, koliko flavonoidov zaužijaš in priporočamo točno toliko flavonoidov, kot je bilo dokazano v klinični študiji, da zmanjša simptome, recimo infekcije zgornjih dihalnih poti. Propolis je v glavnem antimikroben, je pa tudi podobno kot matični mleček, sam recimo matični mleček spodbuja lastne antioksidante, propolis pa je antioksidant, med drugim. Se pravi, propolis tudi blaži sistemsko vnetje, tako da tudi recimo pri raznih vnetjih te sluznice prebavnega trakta, se tudi propolis recimo zelo priporoča, tako od želodca do črevesja naprej. Tako da ga imamo in v tinkturi, in v kapsuli za te težave, ali pa v pršilu, recimo, če hočemo na grlu kaj doseči. Super. Tole je bilo zelo informativno. Mislim, da bo marsikomu pomagalo. Bi vas pa za zaključek prosila, malo sva že sicer omenila imunski sistem, ampak kaj bi vi svetovali povprečnemu odraslemu človeku, da stori, kaj naj jemlje, da bi ohranil ta imunski sistem, morda ga izboljšal? Mogoče najprej z osnovne stvari, jasno, zelo pomembna je fizična aktivnost, sploh v teh jesenskih časih ne pretirana, ker lahko telo izčrpa, ampak zmerna, oziroma po svojih zmožnostih, tako bom rekel. Pomembna je tudi prehrana, se pravi, tukaj ne bi izgubljal besed, vsi vemo, kaj je zdrav način prehranjevanja. Kar pa bi svetoval bolj za dopolnjevanje, recimo sploh v jesenskih časih, zimskih časih, sigurno je neki, recimo, beta-glukani pa matični mleček. To je ena stvar, ki krepi imunski sistem in sicer tako, da
v bistvu trenira naš imunski sistem, da potem, ko pride do neke, zbudi ga na neko višjo stopnjo pripravljenosti. Ne. In pol, ko pride recimo nek pravi virus ali bakterija, ne, lahko imunski sistem hitreje in učinkoviteje odreagira. Ne. Ko pa enkrat smo tam, kjer nočemo biti, se pravi, ko se nas nekaj loti, ne, pa je pa treba malo bolj radikalno, recimo, se pravi, bolj zablaženje teh vnetnih procesov, ne, ker vemo, da zamašen nos in tudi kašelj, in to je vse posledica pač odziva imunskega sistema na nek virus. Ne. Se pravi, vnetje, da se to čim prej nevtralizira, ne, in je fino. In to vnetje lahko v bistvu poškoduje tudi naše celice, ne, ker vnetje ni zdaj specifično samo za viruse, ampak se v bistvu posod okoli lahko začne dogajati. Ne. Tako da je fajn, da v bistvu pomagamo tudi malo zmanjšati poškodbe vnetne, ne. Po drugo pa tudi spodbujati imunski sistem, se pravi Cold Plus, recimo, kot sem rekel, ki ima vse vitamine, tudi ameriški slamnik, ekstraktna cesna, ne. Propolis, vitamin C, pa cink, zelo pomembni stvari za akutne stvari. Ne. Tako da to v glavnem. Ne. Če se pa pol kakšen kašelj pojavi, imamo pa kar lep nabor sirupov, ne, ki so tam od 70 do 80% notri medu, ne, kar mislim, da na trgu ne najdete, ne, toliko velik medu. Pač smo res specialisti za med, ne, že 70 let bo zdaj kmalu, odkar je naše podjetje začelo, ne, tako da znamo to vgraditi v sirup na način, da je okusno, ne, in pa učinkovito. Ne. So pa noter jasno še odvisno, za kakšen namen jemljemo, ne, sirupe spravili za kašelj, za suh kašelj, za produktiven kašelj, pač čisto odvisno, ne, zbiramo pol med žajblom, recimo smrekovimi mršički in tako naprej. No. Hvala za tale poučen klepet. Menim, da bo tole marsikateremu poslušalcu olajšalo pot pri izbiri prehranskih dopolnil in pa na splošno v poznavanju vašega podjetja in vaših izdelkov. Hvala še enkrat, vse lepo vam želim, nasvidenje. Hvala tudi vam, nasvidenje.